Our first session today is in Slovenian. Ms. Sergeja Planko will discuss the strengths and challenges of staff involvement in sustainability. Her field of work primarily involves consulting in the area of intellectual capital management within companies. As a consultant and lecturer, she brings extensive years of experience, having participated in the implementation of numerous projects across various organizations. Recently, she has been focusing on the field of active aging workforce management. She is the co-author of the Catalog for Managing Older Employees and leads several training programs on the topic. She is the author of numerous professional articles and a speaker at seminars and expert conferences. Naše prvo predavanje z naslovom Kadri, naša moč in nemoč bo v slovenščini. Izvedla ga bo gospa Sergeja Planko. Njeno področje dela zajema predvsem svetovanje na področju upravljanja z intelektualnim kapitalom v podjetjih. Kot svetovalka in predavateljica ima bogate dolgoletne izkušnje, saj je sodelovala pri uvajanju številnih projektov v podjetjih. V zadnjem času se intenzivno posveča področju upravljanja aktivnega staranja zaposlenih. Je soavtorica kataloga za upravljanje starejših zaposlenih in nosilka več usposabljanj iz navedene tematike. Je avtorica številnih strokovnih člankov ter predavateljica na seminarjih in strokovnih konferencah. Lep pozdrav vsem skupaj. Moram reči, da tako ugretega a se sliši takole? A ne se sliši, tako da po moje sem jaz tudi brez tega dosti glasna. Tako ugretega občinstva, pa ne vem, če sem že kdaj imela, tako da hvala lepa predhodnici za takšen dober drill. Dejansko bomo danes malo pogledali, torej tale naši zaposleni, po eni strani seveda je vir vse moči in motivacije in navdiha so ravno zaposleni, po drugi strani pa, če nam zadeve malo ne štimajo čistko, kot bi pričakovali, so pa lahko ravno zaposleni vir neskončnih težav, nerazumevanja, usklajevanja in tako naprej. Tako da lahko rečemo, dejansko zaposleni naši imajo vse, odvisno samo z katerega zornega kota zadeve pogledamo. Tako da, če bi malo pogledali intelektualni kapital, v zadnjem času je seveda to ta glavna beseda, vsaka v naši stroki, kaj pomeni, jo vsaj dvakrat uporabi v stavku, ne zaposleni, ampak intelektualni kapital. In če zdaj malo pogledamo naše zaposlene kot intelektualni kapital, v bistvu lahko pogledamo z dveh perspektiv. Ena je zaposleni, ki imajo, če rečemo tako, vklopljen kapital možganov, in po drugi strani zaposleni, ki imajo poleg kapitala možganov vklopljen še kapital srca. Zdaj seveda, kakšna je razlika med enimi in drugimi zaposlenimi. Te ta prvi bi lahko rekli, tako malo funkcionirajo, jaz tako včasih rečem malo na ekonom programu, kar pomeni, da malo dozirajo svojo energijo, da ne dajo od sebe več, kot se morda točno toliko, kot se pričakuje. Ta drugi, seveda ti, ki imajo poleg možganov vklopljeno še srce, so pa tisti, ki so seveda v resnici želja vsakega vodje, vsakega menedžerja, nenazadnje tudi sodelavcev. To so pa zaposleni, ki imajo poleg tega vidika znanja kompetenc še odnos. In tukaj se skriva pa tisti del, kar rečemo zaposleni, ki imajo vključeno oboje. Tisti, ki imajo torej tudi srce, je pa v ozadju ustrezna motivacija, ustrezna pripravljenost, ustrezna pripadnost. In seveda, vsi si želimo zaposlenih, ki bi imeli komplet, je pa v kadrovskem področju, vedno jaz rečem, da je tako tek na dolge proge. Ničesar na našem področju, na delu z ljudmi ne moramo ukazati. Ne moramo ukazati motivacije, ne moramo ukazati pripadnosti, ampak je to nekaj, kar jaz rečem tako, da si delodajalec malo more prislužiti. Da razvijamo preko raznih pristopov, ki si jih gremo na področju HRM-ja, da na nek način pripravimo takšne razmere, takšne situacije v organizaciji, da bodo zaposleni tisti, ki bodo sami prižigali
te zadeve, ki jih od njih pričakujemo. To se pravi, da bodo dejansko nastopili kot celota. Zdaj, ko govorimo o področju dela z ljudmi in pa motivacijo, lahko rečemo, da imamo tako v grobem tudi ta vidik trajnostne naravnanosti. Se nekako pelje skozi celotni del, da začnemo pri teh platformah, kot so organizacijska kultura, organizacijska klima, zadovoljstvo zaposlenih, in potem, ko imamo postavljeno neko platformo z vidika vrednot znotraj organizacijske kulture, ker ne nazadnje je ravno trajnost tista, ki mora biti postavljena v samem jedru, v samem koru kot vrednota in to lahko samo postopoma razvijamo preko, jaz rečem, organizacijsko zaželenega vedenja, in potem imamo enih kupenih metodologij, ki nam pomagajo operativno implementirati, spraviti v življenje to, kar na nek način od zaposlenih tudi pričakujemo. Potem imamo pa, zdaj, če govorimo o trajnosti, tlele sem si pač sposodila eno tole slikco 7 osrednjih tem znotraj družbene odgovornosti in zagotovo se vse v organizaciji začne z tako trajnostnim odnosom ali pa družbenim odgovornim odnosom do zaposlenih. Rečemo, da so zaposleni pravzaprav tisti prvi deležniki znotraj organizacije. Da zelo težko rečemo, da smo družbeno odgovorni, pa zagovarjamo neko trajnost, pa družbeno odgovornost navzven, če tako doma nimamo zadev poštimanih s svojimi zaposlenimi. Tako da znotraj Slovenije imamo en certifikat, družbeno odgovoren delodajalec, ki v resnici naslavlja teh 5 področji, ki vsaka na svoj način iz svojega zornega kota zagotavljata ustrezen odnos organizacije delodajalca do zaposlenih. In moje mnenje je, to se pravi, da samo tiste organizacije, ki se dejansko tudi vedajo tako v odnosu do najprej svojih zaposlenih, lahko potem širijo in ne nazadnje tudi pričakujejo in motivirajo svoje zaposlene, da tudi oni podobno ravnajo, razmišljajo. Torej, kako, včasih je v vseh teh zdaj že 30 leto, ko delam na tem področju, ki je tako zelo, zelo pomembno, pa ga tako težko primemo, zelo dobro ga pa občutimo, to se pravi delo z ljudmi. Sem slišala seveda veliko raznih zgodb in tudi kakšnih prepričanj. In marsikdaj bi kdo, ko govorimo o spremembi organizacijske kulture, bi marsikdo želel od vodstva, evo, dejte se vesti trajnostno, dejte biti družbeno odgovorni, vi dejte, pa ne grejo zadeve tako. V resnici imamo tako, da rečemo, da preko spremenjenega vodenja lahko pričakujemo spremenjeno vedenje zaposlenih. Kar pomeni, da je potrebno najprej v samem jedru organizacije nekaj spremeniti, pa to ne spremeniti samo v fajlih, pa na dokumentih, ampak ta prava dodana vrednost je v vedenju. To se pravi, jaz mislim, da je zdaj bolj kot kadarkoli na udaru in ima pomen vodenje zgledom. To se pravi, da dejansko glej me, kaj počnem in ne poslušaj me, sam kaj govorim. In tukaj bi lahko rekli, da je zelo podobno tudi, kar se tiče organizacijske kulture in potem spremenjenega nekega odnosa, pogledov in tako naprej. Če bi se malo dotaknili organizacijske energije, to je ena izmed takšnih tematik, ki je mogoče malo novejša glede na klimo in kulturo. In sicer po eni strani lahko pogledamo, tamle imamo tukaj, imamo zadovoljstvo zaposlenih in tlele imamo neko intenziviteto, neko energijo, ki jo imajo zaposleni v organizaciji. In mi zdaj imamo lahko tako 4 situacije, če analiziramo neko organizacijo. Tukajle, kjer je stopnja zadovoljstva visoka in hkrati
ker nam je v redu, nimamo neke energije, niti neke volje, niti neke pripravljenosti, da bi karkoli spreminjali. Tole intenziviteta je nizka. In smo vsi kje? V coni udobja. V redu nam je, kar nam je v redu. Potem na drugi strani imamo nizko stopnjo zadovoljstva, vendar tudi energije, da bi karkoli spremenili, nimamo. To je uno stanje korozija. Korozija, včasih so avtomobili, tisti, ki smo malo starejši, smo še vedeli, kaj korozija je, iz prakse. To se pravi, to je una rja, ki ražira tako na zihar pa na počas. Korozivna situacija. Potem imamo pa dve, ki sta intenzivnejši. In sicer destruktivna je tista, kjer se to nezadovoljstvo zaposlenih občuti, in imamo neke skrajnosti kot neke stavke, recimo. Na ta drugi strani imamo pa situacijo, kjer so zaposleni zelo zadovoljni in imajo hkrati ogromno energije, ogromno strasti, ogromno volje, da nekaj počnejo. To se pravi, in če bi zdaj majčkeno pogledali nam najbrž neke situacije, se lahko vprašamo, ali so to stanja, ki so fiksna. A so fiksna ta stanja? Niso, Po inerciji, če nič ne počnemo, ker gledajte, zelo veliko se ukvarjam tudi z analizo organizacijske klime, zadovoljstva in zavzetosti zaposlenih in nekako po izkušnjah sodeč, tudi v tistih organizacijah, kjer niso nič spremenili, to se pravi, nobeni pogoji se niso poslabšali, ostaja isto, vendar ljudje se hitro navadimo vsega dobrega. In tudi, če se realno nič ne poslabša, se ta subjektivni občutek poslabša. Bi želeli vedno nekaj novo, nekaj drugačnega. To se pravi, po neki inerciji se tele situacije kako premikajo iz te cone udobja. V redu nam je, zadovoljni smo, zadovoljni smo z delovnim časom, pa zadovoljni smo z vsebino dela, ampak takrat, ko vključimo tisti mehanizem, ki je kvaren za vse nas, psihološki mehanizem primerjave, ko se začnemo primerjati. V sosednji organizaciji, pa poleg tega, kar imamo mi, imajo še to, pa to, pa to. Pa sem videla, da oni pa zelo veliko potujejo, pa imajo službene avtomobile, pa imajo to in to. In v tistem trenutku, ko se mi začnemo primerjati, smo naredili kaj? Nič dobrega sami sebi, ampak smo neko to svojo stopnjo, neko zavedanje, neko zadovoljstvo, takoj postavimo pod nek vprašaj in začne nas nek enčurov glodati. Kaj pa če? Oni pa. In pomeni, da avtomatično iz tega, ki smo bili kar zadovoljni, povzimo pod tisto, ki nismo več tako zelo zadovoljni. In to rečem, da je kvarno. Zakaj? Zato, ker vedno se bo našel nekdo, tako če rečemo z ženskega vidika, ki bo lepši, mlajši, vitkejši kot mi, in tudi v organizacijah. In težava je pa v tem, da se primerjamo s kom? S tistim po našem izboru. Tukaj zelo veliko krat recimo pride do težave problematike, kadar delamo v organizacijah projekte prenove plačnih sistemov. Tukaj imamo vedno kaj? Vedno boš ti se primerjal s kom? S tistim, ki po tvojem mnenju dela slabše kot ti, pa dela mogoče manj kot ti, pa je dobil nek dodatek ali pa neko oceno. Tisti, ki delajo več kot mi, pa boljš kot mi, s tistimi se nič ne ukvarjamo. Tisti so nam kar okej, tisti nas nič ne bolijo. Tako da tukaj govorimo o tej subjektivnosti teh primerjav. In potem, če imamo pa produktivna energija, recimo produktivna energija je značilna za katere organizacije. Včasih smo rekli gazele, zdaj imamo start-upe, to je pač tisto, ko rečemo, da je še toliko nekega naboja, da so zaposleni še res zelo pripravljeni za nek dodaten napor. Če zdaj govorimo o tem, kje je neko optimalno stanje, tudi, ne vem, z vidika neke trajnosti, če v tle majčkeno upeljemo, bi rekli kaj. Glejte, tako
srednji rok ali pa dolgi rok vzdržnosti moramo gledati. Produktivna energija, če imamo mi skozi naše zaposlene tlele gor na obratih, se zgodi katera situacija. Tista, ki je nažalost tudi vedno več najdemo v praksi, to je pa kaj posledica izgorelosti. Tako da to najbrž ni najbolj modro. Zelo pametno je kje držati, kar se tiče nekega srednjeročnega stanja energije v organizaciji tukaj nekje. Da razumemo, da potrebujemo včasih tudi malo za vdih, pa za regeneracijo, kot nek odriv, da bomo lahko določene zadeve izvedli boljše, bolj zavzeto, bolj motivirano. Tako da, če govorimo, mi lahko govorimo o tole energije organizacije kot celota, imamo pa tudi mikroenergijo, to se pravi predvsem v nekih večjih organizacijah, vemo pa vsi, da neka drugačna energija obstaja, ne vem, po oddelkih. In recimo trajnost ali pa tovrstni projekti lahko služijo ravno kot nek tist kamenček, ki nam malo premakne naše cilje ali pa zopet našo motivacijo usmeri proti nekemu cilju. Zato, ker zdaj, če me vprašate, kako pa zdaj doseči, da se iz cone udobja malo premaknemo gor. Pravzaprav imamo dve taktiki in sicer ena taktika je winning the princess. Winning the princess taktika pomeni kaj? V vsaki pravljici predstavlja princesa nek ultimativni cilj. To se pravi, vsi mladeniči iz ne vem katerih kraljestev vse drejo proti princesi in jo želijo osvojiti. Torej, če pogledamo zdaj v organizaciji, je winning the princess ta, da imamo nek izziv, nek projekt, nekaj, v čemer bodo zaposleni, ki imajo zagotovo v tej coni udobja tudi tako mal uspavan potencial, da bodo čutili neko iskro, kaj je pa tisto, v čemer se še lahko malo dokažejo, malo prebudijo. Tako da, to se pravi, vsak športnik tudi reče, da je bistveno lažje kaj naslov pridobiti, kot ga pa braniti. Tako da ena izmed taktik, ta druga, poleg princese v vsaki pravljici nastopa še kdo? Točno to, zmaj. Ta druga taktika je pa killing the dragon. To se pravi, killing the dragon taktika pomeni pa, če ne bomo, nas ne bo. Torej, prva je plus motivacija, dajmo, ko bomo tole naredili, bomo nekaj dosegli. Vemo pa, da tako v grobem ljudje funkcioniramo na plus, ne pa vsi, nekateri pa bolj na minus motivacijo. Killing the dragon pomeni pa, če se ne bomo premaknili, če ne bomo temu sledili, nam ne bo več treba, ker bo to nekdo drug namesto nas. Tako da tukaj jaz vidim morda ravno te projekte trajnosti kot neko priložnost za nek kamenček, da se znotraj neke organizacije energijo malo razburka in da pridejo tudi morda tisti zaposleni do nekega svojega naboja, ki se morda še niso našli v kakšnih drugih projektih. Tako da z tega vidika. Potem imamo, poleg energije organizacije, sem pa že prej omenila, da osnova, meni se zdi, da je platforma za celoten ta HRM del, je pa ustrezna kultura organizacije, ker imamo predpisane neke vrednote. Veste vsi potem, da organizacijska klima je pa tista, ki predstavlja potem nek moment znotraj organizacije. In kaj s tem, jaz sem tudi revizorka za ta družbeno odgovoren delodajalec, in eden izmed ukrepov je, da nimamo več, ne vem, plastenk in tako naprej. In v praksi, kot klima, kaj je tisto, kar ugotoviš potem v praksi, kot neko klimo je pač to, da, kako se luči ugašajo, kako imamo samo še vrče vode. Skratka, to so pa tiste drobne stvari, ki lahko izgledajo zelo, zelo banalno, vendar z vidika organizacije pošiljamo sporočilo. Veste vsi, da v malenkostih se včasih skrivajo takšne najbolj zahrbtne zadeve. Tako da to je potem, kako to trajnost v resnici živimo čist vsak dan, kako jo naši zaposleni tudi dojemajo. Poleg tega zadovoljstva in pa klime,
je pravzaprav vprašanje, ali je zadovoljstvo zaposlenih dovolj. Najbrž ni, a ne? Tukaj bi lahko uvedli še eno kategorijo, ki je v zadnjem času pomembna, to je pa zavzetost. Če vas vprašam, kaj bi imeli rajši, zavzete ali zadovoljne zaposlene, bi mi rekli kaj? Zavzete, zakaj? Zaradi tega, ker rečemo, da zadovoljstvo je pasivna kategorija, zavzetost je pa aktivna. Nas kot delodajalca dejansko zanima, kaj je pod črto. A ne? In tako da zavzetost pravzaprav lahko pogledamo skozi ta najbolj klasična Galupova zgodba in jo lahko pogledamo skozi te ključne zadeve, ki jih spremljamo. Rast, pripadno motivacija in pa ključne potrebe. Tako da, kaj je tisto, kar vpliva na zavzetost zaposlenih? Zelo pomembno je, da zaposleni vidijo nek smisel. Da vidijo smisel, zakaj nekaj počnemo. Ne samo, da je samo sebi namen, ampak kakšno je ozadje tega, zakaj se to počne. A ne? Potem seveda izjemno pomembno je vodenje. Vodja je dejansko v vsaki organizaciji tista povezovalna nit med, če rečemo tako, sistemom, ko je organizacija na eni strani in zaposlenimi na drugi strani. Zato bomo tudi še majčkeno v nadaljevanju malo več o tem. Potem pa ustrezno okolje. Torej, predvsem mlajše generacije bomo potem videli, so tiste, ki imajo rade neko bolj igrivo okolje, manj zapeto, a ne? In pa seveda zaupanje. Jaz mislim, da zaupanje v vodstvo je tisto, ki pri zaposlenih dejansko zbuja, a ne, to neko pač ena kljukica je pričrtana, a ne, to se pravi, vemo, kam gremo in vemo, kam nas nekdo pelje, kar pomeni, da so tudi moja dejanja, moje aktivnosti usmerjena v neko skupno doseganje neke postavljene vizije. Torej, zdaj, če pogledamo organizacijo, ne, različni smo. Toliko, kot je različnih posameznikov, tako smo tudi mi različni. In ne samo, da so posamezniki različni, še vsak posameznik je različen znotraj različne faze lune, recimo. A ne? Tako da, to je tisto, kar dejansko zelo vpliva na vsakodnevne odnose in če želimo potem tudi na motivacijo. In ključno torej je, da imamo v organizaciji takšno smer, da vsi približno vemo, kam želimo priti. Tako da zdaj, kako pa to skomuniciramo, kako pa zdaj to povemo, kakšni so pa individualni pristopi vodenja, to je pa že bolj tematika za samo vodenje. Tukajle seveda so, katere so naloge vodje, ko takole pogledamo, ne bi itak lahko rečemo, da se od vsakega vodja pričakuje, da je napol Superman, da poleg teh svojih strokovnih vsebin pokriva še te odnosne. In vidimo, da motivacija recimo je ena izmed njih, a ne? In zdaj, če bi pogledali malo v ozadje, odkot vodja črpa svojo moč, svojo energijo, a ne, bi lahko rekli od vsega tegale, kaj mislite, katero moč bi najrajši imeli? Legitimna, veste, katera je, ne? Legitimno ti da sistem. Potem imamo ta moč, imamo nagrajevanje, pa imamo kaznovanje, pa imamo referenčno, pa imamo ekspertno, pa imamo informacijsko. Jaz bi imela najrajši referenčno. Razlika med referenčno in ostalimi močmi je ta, da ti prve podeli kdo? Organizacija, sistem, a ne? Referenčna je pa tisto, ki ti jo podelijo tvoji zaposleni. Da se razumemo, tudi ta, ki ima referenčno, seveda ima ostale tri, drugače bi bil neformalni vodja. Ampak, ko gre za določene aktivnosti, za določena dejanja, a ne? Kaj se recimo vodja, ki ima samo legitimno, zakaj? Zato, ker sem jaz tako rekel, zato, ker sem jaz šef, zato, ker moramo to tako narediti. To se pravi, on se sklicuje samo na to, da je narisan eno škatlico nad mano. Medtem ko tak ima pa referenčno moč, je pa tisti, ki ga zaposleni tudi dejansko sprejmejo kot vodjo. Zakaj sem rekla, da bi imela rajši referenčno kot ekspertno moč?
Zaradi tega, ker ko prideš v organizacijo, ne, pa rečejo, ja, veste, tale je naš vodja. Tale je naš vodja super strokovnjak, vse ve, vse obvlada, karkoli ga vprašamo, on ti bo znal povedati. Ampak z ljudmi pa ne zna prav dobro delati. A ne? To se pravi, to je razlika med referenčno in pa ekspertno močjo. Torej, ta, ki ima referenčno, ima v rokah bistveno več nekih vzvodov za motivacijo zaposlenih. Zaradi tega, ker velikokrat so tele, a ne, reče, kdaj zaposleni ima, lej, sem se potrudila, da se vodja ne bi bil razočaran. A ne? Tako da tukaj imamo ta vidik vodenja izjemno pomemben tudi pri motivaciji. No, ta del, a ne, torej vodenje, vodja, da definiramo, kaj je organizacijsko zaželeno vedenje, da definiramo, kaj je organizacijsko zaželeno vedenje vodi in na kakšen način potem naredimo preklop iz tega, iz vedenja, to se pravi, kaj naši, če rečemo zdaj vodje vedo, a ne, na kjere vse akademije so šli, koliko filmčkov so si pogledali, kaj je tisto, kar so osvojili, a ne, v to, kako dejansko ravnajo z zaposlenimi. In to je potem tisto, ko lahko rečemo, da se odstira v sami tudi motivaciji. Zdaj, glede na to, da mislim, da smo že presegli, a ne, bi samo še en stavek, to se pravi, ko govorimo o motivaciji, seveda smo zelo različni, imamo tole tisto, kar so razlike pri zaposlenih, a ne, ena v zadnjem času zelo aktualna, so pa tudi generacijske razlike in vemo, da so tudi, recimo, kar se tiče trajnosti generacije Y, predvsem pa Z, bolj prosvetljene, če tako rečemo, lahko, da so zelo dojemljive do tega, do neke trajnosti. Ne. Tako da tole, jaz sem bila prejšnji teden v Seulu in se mi je zdelo eno tako izhodišče za tole današnjo konferenco, pač tale slavna knjižnica njihova, in če zaključimo pravzaprav z motivacijo in z nekim ognjem, ki ga imamo, v resnici lahko ta pravo motivacijo črpa čisto vsak sam iz sebe. To, kar je potem neko podporno vedenje, podporno okolje, je seveda samo še plus, a ne? V resnici pa je z vidika čustvene inteligence samomotivacija tista najmočnejša iskra, ki jo lahko posameznik pravzaprav izžari. Tako da, evo, tole zelo na hitro z moje strani, tako da hvala lepa.